Lep in prijazen dan vam želim iz nekoliko deževne Ljubljane. Se nahajamo na Cirilnem Metodovem trgu. Tukaj vidite stolnico, pa lokale, ki seveda zdaj ob nekoliko slabšem vremenu samevajo. Čeprav vidite kar nekaj turistov, ki se sprehajajo po mestnih ljubljanskih ulicah. Mi se bomo napotili tukaj. Da vam pokažemo utrinek mesta. V nedeljo 23. septembra je prvi jesenski dan. No, kot vidite, se vidi, da je tudi v slovensko glavno mesto prišla jesen. Čeprav je turistov kljub temu, da je nekoliko bolj kisavo vreme, ali pa kislo, da sem bolj natančen in bolj prijazen. Kar veliko. Praviloma vidimo tukaj turistične izrazke. To je zanimiva gostilna Sokol, na katero zelo radi zahajajo tudi turisti, ki jo smatrajo kot tako imenovano pristno domačo slovensko gostilno. Zanimiva je tudi tale trgovina s porcelanom, kjer je nekaj posebnega in je vredno obiskati. No, tukaj zraven je čokoladnica in mi smo že v bližini Stritarjeve ulice oziroma Mestnega trga, kjer kraljuje tale vodnjak. Seveda imenuje se Robov vodnjak. Mi pa se bomo namenili in napotili nekoliko po Mestnem trgu, da vam pokažemo še utrinek iz tega dela mesta. No, treba je priznati, da je v Ljubljani ta del mesta, torej Cirilni Metodov trg, Mestni trg, pa Stari trg in Gornji trg sorazmerno že urejen in da je kar nekaj hiš obnovljenih, predvsem fasade, kako je znotraj, vam žal ne moremo poročati. Pa tisti, ki ste redko v Ljubljani, naj vam pokažemo, tam je viseče zastave predstavljajo Mestno galerijo Ljubljane. No, to je zanimiva hiša, v kateri se pa zdaj nahaja trgovina Ikona. A so vsi izdelki res posebni, vam žal ne moremo pokazati, ker praviloma ne snemamo po lokalih. Kot rečeno, mi smo zdaj na Mestnem trgu, tukaj vidite, kot rečeno, vhod v Mestno galerijo. V njej ravno zdaj razstavlja umetnik Tadej Pogačar. Če boste se odločili, da bi
obiskali Galerijo, zato vam to povemo. Zdaj smo tukaj. No, tukaj vidite, Ljubljana ima tako urejen prevoz turistov. Tako je, tako je. No in mi se počasi približujemo prehodu na Šuštarski most. Tu pa je znamenita prekmurska restavracija Žižina, kjer seveda ni nikjer posebej izpostavljeno, razen da vidite tukaj, da podajo res znane prekmurske jedi. No, pojdimo naprej. To je še ena galerija, imenovana galerija, je prav tako vredna obiska. Zanimivo, to je eno starejših ljubljanskih trgovin, Viktor Barlič. To je bil nekdanji usnar, ki pa seveda zdaj prodaja, kot vsi ostali, že proizvode kupljene pri različnih dobaviteljih. Mi se hitreje bližamo Šuštarskemu mostu. No, tu je galerija Idrijske čipke, pa Dobrote Dolenjske, pa trgovina Brokat. Zakaj to omenjamo, ker v bistvu v Ljubljani redko najdete trgovine s domačimi imeni. No, čeprav res, da je zadnjem časa teh nekaj več, kot je bilo pred leti, ko smo se osamosvojili. No, tule je zdaj vstop na prod, ki se imenuje Pod Trančo in ko povezuje ta del Ljubljane z tamkajšnjim mostom, pa stopimo še sem, da vidite to, o čem je reč. In sicer tukaj boste lahko zagledali osnovno središče mesta in seveda Ljubljanico. Je povezovalna reka, vse tja do povezovalnega kanala, ki se imenuje Gruberjev kanal. Ta stara hiša vas ne moti, to je zanimiva gostilna, ki pa žal zdaj zaprta. No, tako po Ljubljanici vozijo turiste. In tukaj v tem delu Ljubljane se danes kot vsako nedeljo zbirajo prodajalci starin, ali pa domače rečeno, vsako nedeljo je tu polši sejem z različno ponudbo. Ta ni kaj posebnega, moramo priznati, ne glede na to, da bi nekateri s to naši zavne bili zadovoljni. No, to je poletna gala, so nabrežje, je res tega zanimivega in pa kot rečeno na Šuštarskem mostu poletja, pa bi nas odpeljal do središča mesta oziroma do Prešernega trga. Svoj pogled ali posnetek posebej za vas bomo končali s tem pogledom, in sicer Šuštarskem mostu, Ljubljanski grad.
No, to je bil naš kratek utrinek. Danes na prvi jesenski dan leta 2018.